Krkaši se že 9. leto povezujemo v Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva, kjer združujemo in kjer sodelujemo na zelo različnih prostovoljnih aktivnostih. Z to akcijo smo začeli že leta 2012, ker smo opazili, da se je pričela neka kriza, da so vse več ljudi je živelo v nekem pod socialnim robom, vse več ljudi ni bilo vključenih v družbo in pa, da smo povezali tudi številne aktivnosti krkašev, prostovoljcev, ki so individualno delovali po različnih humanitarnih ustanovah že prej. Pa seveda namen te akcije je čim več ljudi, čim več sodelavcev in sodelavk navdušiti za prostovoljstvo, predvsem mladih generacij, da se vključijo v pomoč družbi. V tem tednu, torej že 9., seveda z 2-letno prekinitvijo zaradi epidemije, žal organiziramo številne dejavnosti. Od ponedeljka že darujemo kri. V vseh teh letih, torej 8 letih, letos še nimamo vseh rezultatov akcije, bodo šele verjetno v ponedeljek, smo zbrali oziroma donirali 933 litrov krvi. Aktivnosti zbiranja potrebščin tudi, ki jih potem higienskih pripomočkov, opreme različne, oblek, obutvje, tudi živil potekajo na vseh enotah, kjer ima Krka svoje, oziroma v vseh mestih in občinah, kjer ima Krka svoje poslovne enote, to je v Novem mestu, v Krškem, v Ljubljani, v Ljutomeru, Šentjerneju, vendar delujemo povsod po Sloveniji, kajti družimo se tudi s stanovalci iz domov starejših občanov, kjer smo tudi danes v Krškem. Letos smo jih oziroma jih bomo obiskali skupaj kar 21. Družimo se z varovanci oziroma uporabniki varstveno-delovnih centrov, obiskujemo šole s prilagojenim programom, se pravi z otroki se družimo s posebnimi potrebami, kar 12 smo jih obiskali ta teden in zanje seveda pripravljamo zelo različne aktivnosti, od tega, da jih peljemo v kino, varovance delovnega centra Novo mesto smo peljali na golf, organiziramo različne delavnice, nastopa čarovnik, organizirali smo špikove športne igre, v domove starejših občanov pa smo prišli z delavnicami različnimi, kot so na primer delavnice za urjenje spomina, lončanske delavnice, sajenje balkonskega cvetja. Predvsem je pa pomembno to, da se stanovalci družimo, da jim polepšamo dan, da se z njimi pogovarjamo. Peljali jih bomo tudi, tiste, ki so gibalno ovirani, bomo peljali na sprehod v vozičkih, kar je zanje zelo pomembno, saj nekateri že kar traja epidemija, niso bili na sprehodu oziroma na svežem zraku. Zbiramo tudi, nismo pozabili niti na naše hišne ljubljenčke, na živali, zbiramo hrano, gotovo pakirano za pse in muce, ki jo bomo nato drug teden darovali zavetiščem za male živali po vsej Sloveniji. Udeležili pa se bomo tudi čistilne akcije v zavetišču za male živali v Ljubljani. Preko Rdečega križa in Karitasa tudi sortiramo potem ta zbrana oblačila, pomagamo pakirati živilske pakete in pa čistimo domove, pomagamo ljudem na domovih, čistimo okolico hiš. Skratka, čistimo tudi okolje, gozdove, okolico našega podjetja tudi. Skratka, zelo veliko teh aktivnosti je in moram reči, da nas ta prostovoljstvo, nas tudi sodelavke in sodelavce zelo poveže in nam nekako napolni duše in nam da elana in motivacije potem tudi za delo naprej, kajti še dolgo potem se zjutraj pri kavici pogovarjamo o tem, skratka, in lažje delamo in bolje kot tim.